VOPI projekti d.o.o. iz Šmartnega ob Paki je ambiciozno podjetje v lasti Dejana Vodovnika, ki se ukvarja z več različnimi dejavnostmi, vsem pa je skupen les. Lesene konstrukcije, dobava lepljencev, skeletna gradnja, hiše na ključ, nadstreški, računalniški izrisi, strokovna obdelava detajlov, strojno krojenje, skeletna gradnja stanovanjskih hiš, izgradnja brunaric, krovstvo in kleparstvo, računalniški izrisi, strokovna obdelava detajlov. Največja prednost podjetja VOPI projekti Šmartnega ob Paki so gotovo dolgoletne izkušnje iz raznih področij gradnje. Posebej velja to za leseno gradnjo. Stranko takoj navežejo pristen osebni kontakt, ki ga skrbno negujejo od začetka do konca gradnje. Pri svojem delu strankam omogočajo celotno paleto storitev na enem mestu, kar strankam seveda prihrani veliko dragocenega časa in denarja. Partnerji, s katerimi sodelujejo pri gradnji, so vsi preizkušeni, preverjena je tudi njihova kakovost. Vse zahtevnejše projekte v celoti izrišejo 3D načrte in sproti usklajujejo vsak detajl vsemi ostalimi izvajalci, da dela tečejo nemoteno po projektu. Glede na željo stranke in seveda glede na odločitev, ali gre za stanovanjsko hišo ali hlev, stranki svetujejo pri izbiri arhitekta, saj dobro sodelujejo z raznimi projektivnimi biroji. Eden izmed večjih zahtevnejših projektov je kmetija Pečečnik. Podjetje VOPI projekti je izvajalo tesarska dela, del krovsko-kreparskih del, obrtniška dela, stavbno-mizarska dela. Pod obrtniška dela je spadala so keramičarska dela, določen del slikopleskarskih del, pa določen del montaže zunanjih vrat, drsnih in pa krilnih. Dela so potekala, bom rekel, v dost visokem ritmu. Pričeli smo izvajati dela v začetku junija in pa zaključili z obrtniškimi deli v sredini julija, približno okrog 20. julija. Se pravi, v tem času smo izvedli vsa tesarska, krovska in pa del obrtniških del, tako da smo lahko potem pričeli z pridobivanjem dokumentacije za tehnični pregled. To bi verjetno mogli najprej vprašati investitorja. Iz svojega vidika moram reči, da pri vsakem projektu normalno, da so še možne izboljšave ali kaj podobnega, ampak smatram, da je narejen na dost visokem nivoju, predvsem pa mu daje dodana vrednost ta podeskanje same strehe in pa potem ta opečna kritina, s katero je bil pač ta objekt pokrit. Ja, z bratom smo se odločili za študij na biotehniški fakulteti, ker pač oba imamo veselje do dela na kmetiji. Smo za zaključek študija, kot piko na i za študij, izdelali vsak svojo diplomsko nalogo. Jaz po finančni plati, brat pa bolj po tehnološki. Tako da, v bistvu, da smo imeli eno predpodlago za takto objekte. Za preselitev kmetije na novo lokacijo smo se odločili zaradi tega, ker na zdajšnji lokaciji v Velenju smo že v strnjenem naselju, ki je v bistvu neposredna bližina hiš. Na tej lokaciji ni bilo možno graditi tako velikega hleva, oziroma tudi nimamo možnosti paše. Hlev, katerega sedaj uporabljamo, je dotrajan, tehnologija je odslužena. Tako da smo rekli, ali čisto pustimo proizvodnjo, ali pa gremo kmetijo preseliti na novo lokacijo, nov modern hlev, tehnološko dodelan. In potem je prevladala ta odločitev, da smo se odločili, uredili dokumentacijo in speljali ta projekt. Projekt financiramo s pomočjo Evropske unije, s pomočjo programa 121, razvoj podeželja. Preden smo mi začeli z investicijo, smo se prijavili na javni razpis. Počakati smo morali, da smo dobili odobrena sredstva od razpisa
in na to smo lahko pričeli z deli. In sicer za vrednost nepovratnih sredstev smo dobili kredit, ostalo so pa naša lastna sredstva. Ja, res je grad. To je v bistvu hlev dimenzij 70x30 metrov. V hlevu je prostora za 80 krav moznic, 70 glav plemenskih telic, ki so namenjene za obnovo črede. V hlevu poteka robotska molža krav. Vse krave so v sistemu proste reje. Krave se same odločajo, kdaj se bo molzla, kdaj bo jedla, kdaj bo počivala. V bistvu ima krava čisto po svojih potrebah urejen urnik. Ni tako, rečemo, v starem hlevu, ko si ti določil, zdaj bo pa hranjenje, zdaj bo molža. V bistvu so čisto samostojne, mi pa njo spremljamo vso njeno dogajanje preko računalnika, ki jo robot beleži. Poleg tega, da je to vse robotski nadzor, pa molža, moraš pa sam kot rejec spremljati vsako žival individualno, še tudi vizualno, da sam vidiš, kaj se z živaljo dogaja. Za izvedbo del, kar se tiče gradbenih del. Gradbene dela so izvajali podjetje Oder do ostrešja. Ostrešje je izvedlo pa podjetje Vopi projekti, upravljalo dela, kot so tesarska dela, krovska dela, kleparska dela, pomožna obrtniška dela, kot so keramičarska dela, v glavnem zaključna dela. V bistvu najpomembnejši del objekta je bilo pa tesarska dela, lepljeni nosilci, primarna, sekundarna strešna konstrukcija in kritina. Občutki so fenomenalni, ko vidiš, da imaš enkrat takle objekt, si zadovoljna. Zdaj sam delam še na tem, da bo tudi v bistvu hlev zgrajen za živali. Da bo živali se v njem dobro počutile, da se bojo navadile, da bo sistem funkcioniral tako, kot mora. Potem rejec dobi zadoščenje pa olajšanje, ker ve, da si je olajšal delo, pa da mu je naložba uspela. Pri projektu izgradnje hleva Pečečnik smo sodelovali že v začetni fazi. Najprej seveda s samim projektantom, se pravi Krancem Stanislavom, se pravi v fazi samega projektiranja, sodelovanje določitve določenega tipa strešnika. Največji poudarek, se pravi, našega sodelovanja je bil v času same izvedbe, se pravi, najprej seveda je bila odločitev investitorja Pečečnika o materialu, tondah, ki ga bo vgradil na samo streho, potem pa seveda samo spremljanje skozi samo izvedbo na samem objektu. Zelo velik poudarek je, se pravi, da je roba pravilni čas prišla na sam objekt. Na samem objektu je vgrajenega, se pravi, nekje 30 000 komadov našega strešnika, v kvadraturi preneseno, to je nekje 2800 kvadratov streh. Nadejamo se še nekaj streh v bodoče, ker vemo, da tukaj bo na samem lokaciji še nekaj objektov se zgradilo. Do sedaj mislim, da smo dobro sodelovali, se pravi tako kot z investitorjem, z izvajalcem, vsemi vključujočimi, se pravi na eni strani z izvajalcem, ki je vgrajeval samo kritino, in pa seveda z izvajalcem, ki je vgrajeval celotno leseno konstrukcijo. Projekt Kmetija Pečečnik je eden prvih celostno vodenih projektov tudi za naše strani. Nadejamo se, da v bodoče bo še kar nekaj takih projektov speljano, se pravi v sodelovanju z obstoječimi izvajalci, kot so bili na Kmetiji Pečečnik, ali pa s katerimi drugimi. Zaradi tega smo se tudi odločili, da v bistvu pristopimo k dnevu odprtih vrat, da se tu predstavimo in seveda tudi širši javnosti. Ja, ta pridobitev je, bi rekel, zelo pomembna tudi za našo mlekarno, saj tu bo prostora za 140 moznic. To je, mislim, da eden največjih
hlevov, pod katerim odkupuje mlekarna Celeja mleko. In jaz pričakujem v nekaj naslednjih letih, da bo to največji dobavitelj mleka mlekarni Celeja. Do sedaj je to bilo okrog hlev za 100 kravami, tu slišim, da je prostora za 140 krav moznic in 70-80 glav mlade živine. To pa je že taka količina, ki bo, in mislim, da bo med prvimi, ki bo presegal 1 milijon litrov mleka, pač čez nekaj let, ko bo hlev poln. In tu je pač eden največjih ali pa najmočnejših hlevov v slovenskem prostoru. Ja, to je pač najbolj sodoben hlev v tem trenutku v slovenskem prostoru in jaz mislim, da tudi vsa najnovejša tehnologija so uporabili v tem hlevu, to pomeni pač špica v tej branži, v pridelavi mleka. Vsekakor pa bo tudi za zaposlene kmetijo Pečečnik tudi veliko dela, kljub temu, da bo to vse računalniško vodeno, mehanizirano, bo nadzor tisti, ki bo potekal v tem hlevu, zelo pomemben. In jaz pričakujem res zelo dobre rezultate ali pa, bi rekel, ena perspektiva v bodočnosti v kmetijstvu v slovenskem prostoru. Dober dan, sem direktor podjetja Indihar iz Ljubljane, ki zastopa podjetje Delaval na slovenskem tržišču. V objekt kmetije Pečečnik smo vgradili molznega robota, predvsem kot srce samega delovanja objekta. Kot spremljevalno opremo imamo tudi hladilno tehniko, opremo za odnojevanje, hlevsko opremo, ležalne bokse, blazine v ležalnih boksih, krmilne naprave. V Sloveniji ni prav veliko takih objektov trenutno še zgrajenih, je pa trend tak, da jih še nekaj pričakujemo v kratkem.